čisto blizu, tu nekje gosto i vedo ljudje, medvedki smo tu in sanje doma. Časi težki so, ljudje prihajajo, pred usodo to gospodarujemo. Veselje, z nami greš naprej in modro, jasno je nebo zdaj pesem. Pojemo svobodno, daj zapoj še ti. Če si upaš sanjati, kar lahko je res, o rekah vseh, čistih kot sneg. Spoznaj nas zdaj, to smo mi, mali leteči medvedki, varuhi okolja. Letim, človek zbir, privezan na zemljo je osvojil zrak. Podlazite, kjerkoli ste, veselite se. Poganjaj! Kaj pa misliš, da delam? Samo zračni vrtinec. Kot sem že rekel, jaz, Lenč, Lenova, sem obvladal nebes. Premagal sem nebo. Dobro, 1-0 zate, Lenč. Bi zdaj lahko pristal? Pristal? Seveda, z veseljem. Samo kako? Celo življenje se mi že vrti pred očmi. Joj, pomagajte mi. Meni tudi. Divja, samo na obisku sem. Mama! Besne borovnice, kaj je bilo to? Jozi mu je vrgel skalo na prst. Ogromno skalo. Pridi. Jemo pisnik, pa te bom pojedel, čeprav ne dičih preveč sveže, razumeš? Lačen sem. 3 dni nisem jedel. 3 dni. Mene res nočeš pojesti, prijatelj. Vem za kraj, ker se lahko do sitega naješ, če boš le našel hod. Kje? Veliki votlini, nedaleč tukaj blizu je. Na poti se proti severu in... Ne tako hitro, no. Pokaži mi, prosim. Opozorite morava medvedke. Si videl, kako je bil velik? Najmanj 2-krat večji je od Platona. Ja, in namenjena sta k skrivališču. Hitreje! Ja, pohitite. Tako, vsi smo doma na varnem. Temle, vidiš, za kamnitimi vrati. Človek zver je živel tukaj. Slišal sem, da so tu pustili hrano, ko so odhajali. Sovražim človeka zver. Ne, kaj res? Torej, kaj se mislim? Ja, jaz tudi. No, torej, kaj sem mislil, ja, naravnost pa prepodi, edina kamnita vrata v gozdu, ne more zgrešiti, zdaj pa postaja toplo, mislim, da si, tako je, Pa kaj na svetu bi to lahko bilo? To je veliki beli medved. Še nikoli nisem videl tako velikega medveda. Jezno zveni. Ostanite tu, skušal ga bom pomiriti. Dvigni, še malo. Lenč, vsi! Jahaj! Lenč! Tako sem... Kaj? Pošast na planini! Tiho! To ni pošast, to je bom za prehrano tepec, ki naj jo bo spravil skrivališče, idiot! Jau! Ta smrdeče hoja kot ti.
Ja, prav res je. Vonj podlasic ni kolonska voda. To, da ne pritožujemo se, kaj ne samo. Ne. Kljub temu še vedno sem prestradan. Joj, ampak meso podlasic je strupeno. Ja, No, to sta si pa izmislila. mi dva. Tu mi dva. Brat Medved, dobrodošel. Sprejmi ta met v znak našega prijateljstva. Daj. Oh, Hej! Še. Malček bi lahko pustil za naju. To ni nikoli živel žavek zver. No, najbrž nisem prav slišal. Pridi samo. Dobro, hvala. Toda leteči medvedi. Še nikoli prej nisem videl takšnih medvedov. no, tudi mi še nikoli nismo videli medveda kot si ti. Vzbel in tako velik. Da, prihajam z severa, kjer je ves čas hladno. Vsaj bil sem, dokler me ni ujel človek zver. Te je hotel pojesti? Ne, hotel me je v živalskem vrtu. Ste slišali zanj? Ja, sem ja. To je kraj, ker človek zver sili živali živeti v kletkah. Kaj? Zakaj? Zato, da si jih lahko ogleduje. Kakorkoli, dali so me veliko kletko in jo obesili na stroj, ki je letel skozi nebo. Helikopter. Včasih letijo tot mimo. Kaj res? No, ta helikopter me je spustil na planino. Kletka. Da. Kletka se je razbila in uspelo mi je pobegniti, preden je človek zver lahko pristal in me začel iskati. No, veliko sreče si imel. Sreče, vroče mi je in domotožje imam. Sploh nisem srečen. Kaj pa boš naredil? Šel bom nazaj na sever. Kakorkoli. Kako ti je ime? Stane. Veš, Stane, od tu potuješ na sever več mesecev skozi deželo človeka zveri. Bolje bi bilo, če bi hotel ostati. Ja, zelo se bomo potrudili, da se boš počutil kot doma. Medvedi Ja, nisem opazil, da bi tudi naju povabili na met. jamrajo nad tem oslovskim orjakom. Mi bodo že še prišli ostati z oslovskim orjakom ured. Saj bo to jezero razpljusknil ribnik. Voda je pretopla, zrak je prevroč. Kako lahko to sploh prenašajo ti? Ja, odlično. Živijo, Stane. Valentina sta se nečesa spomnila. Mislita, da bi moral biti živeti na ledenik? No, bilo bi res hladneje. Kaj pa bi naredil s hrano? No, zato bi poskrbeli mi. Takih nekaj dni bi ti prinesli svežo zalogo meda, lešnikov. Sadja, mandeljnov džema. To je lahka dieta v primerjavi s prejšnjo hrano, to da navadil se boš. No ja, vredno je poskusiti. Mislim vsaj. Saj se trudijo, tudi tale hrana ne bo nikoli napolnila mojega željudca. Pa še samotno je tukaj. Tako je mrzlo in kako je strmo. Ni čudno, da je Lenč poslal mene. Ne me pojest, prosim. Kakšne vrste bitje pa si ti? Kat.
Lenča, poet plazilec bolj natančno, prihajam s poročilom zate od Lenča. Poslušam. Sovraži misel, da bi sam obtičal tu gori, ko je v Medvedji planini ogromna votlina. Tam je veliko hladneje in v njej je jezero, ki se napaja iz gorskega izvira. Voda je mrzla kot led. Dobro se sliši. Tudi zakaj mi Platon tega ni omenil? Medvedki ti ne zaupajo. Lahko bi napadal njihovo shrambo in požrl, kolikor bi hotel. Kot da bi naredil kaj takega. Poskušaj jim to dopovedati. Nikogar ne spustijo k svoji zalogi. No ja, tudi če ne morem prepričati svojih bojetih bratrancev, da nisem tat, bi mi prijetna, hladna kopel prav prišla za tabo, kača. Lenč, prepričan sem, da rad bi izvedel, kako ti medved je nasedel. Ja! Ti si pa res uzivač, kača. Toda ali te ni strah, da si boš kaj naredil? Drži se, prijateljček, še malo. Prima poba, za let pa ni preveč raznet. Ti je dal sporočilo? Jasno. Kje je votlina? Kar sledi tunelu. In ne boj se izbruhov pare, notri je gejzir ali nekaj podobnega. A veš kaj? Po tisti pravljici o človeku zver, ki naj bi to stanoval, nisem prepričan, da ti zaupam. Zakaj nisi? Veš kaj? Ne, pravzaprav ne bi šel noter, če bi to takoli videl kaj dovolj velikega, da bi mi škodovalo. Še se bom oglasil. Ja, to si ti misliš. Greva? Pošast v planini z nekom se pretepa. S kom? Povedati moramo Platonu. Dajmo vsi ven! Počasi, brez panike, nekdo mora ostati in stražiti skrivališče. Kdor prej pride, prej pride. Kdo bo prej pri dobrotah? Misliš, da bo Stane zmagal? Kaj te briga? Dobil sem, kar sem hotel. Kaj je narobe? Zdaj sta v planini dve pošasti. Vi in vaše pošasti! Kaj si boste vi, mladiči, še izmislili? Ja, mogoče imaš prav. No, iti moram, danes čistim krošnjo, delo, pokličite me, ko se bodo stvari umirile. V skrivališču ni nikogar, morali bomo skozi planino, da bomo lahko prišli noter. Ja, mogoče bi nam Stane lahko pomagal. Prav gotovo je dovolj velik, da nas lahko spravi skozi. Iskat ga gremo. Platon ima prav, Stane bi lahko premagal pošast z eno šapo zvezano na hrbtu.
rekel, da bi mi lahko kaj naredil. In grd tudi, Laša. Življenje je prenehalo, to mi ni všeč. Sprostite, ne moremo izgubiti. Če zmaga stane, kaj pa smo videli o pošasti. Če izgubi, no en medved zgora ni dol. Podaj mi med. Jujo, stane. Joj, ti si pa res hrupen kopalec. Ustavi eno melono, usta ga je dovolj. Hvala, nič nimam proti. Kaj hočeš malo marmelade? Star severni običaj, ne res? Se nisi jezen, ne? Staneta ni na ledeniku. Čudno. No, cirkus se je polegel. Mogoče se lahko prebijemo noter brez njega. Poglejte, vrata! Stane. Ta dva goljufa sta me prevarala. Lagala sta o vas, da bi lahko prišla do vaše hrane. Žal mi je, Stane. Moral bi vedeti, da je to njuno maslo. Si se v planini boril s pošastjo? Ja, najbrž je bila pošast. Ja, in prav dobro mi je šlo. Toda kmalu bom naredil nov spopad. Po dvojnem obroku podlasičjega mesa. Ja! Ampak se je strupen, si pozabil? Vseeno bom tvegal. Platon! Platon, po pomoč! Ta se ne šali! Stane, tukaj bitje ne jedo drug drugega, ne glede na to, kakšen značaj imajo. To je zakon našega gozda. Zahvalite se svoji srečni zvezdi, da živite tukaj. Srečna zvezda! Ali bo cehal ali ne bo cehal, sploh ne slišim teči. Druge novice. Humanitarna organizacija nadaljuje z iskanjem polarnega medveda, ki je prejšnji teden med vožnjo na jug v mestni živalski vrt izginil. Izsledili so ga v neprehodni goščavi na našem zahodu in njihove okrepljene ekipe bodo izhodiščne položaje zasedle najkasneje do jutri zjutraj. Ja, to je to. To je kaj? To je maščevanje. Samo, fant moj, najnemu lačnemu belemu prijatelju bova poiskala nov dom. Pri človeku zveri. Ubogi, Stane, je toliko kot 10 medvedkov skupaj v enem dnevu. In kljub temu je iz dneva v dan šibkejši. Hej, kaj je to? Še ena Lenčevih norih iznajdb. Mogoče pa tale ni tako nora, Tina. Nesla jo bova nazaj v skrivališče. Tole pa podobno Stanetovi sliki. Prav, in puščica kaže proti Skrivališču. Prav imaš, Val, res precej dobro oblikovan. Toda, kaj je to? Leteči stroj. Najbrž se ga da popraviti. Pojdimo na delo. Ampak kaj bomo znaki, ki vodijo k skrivališču? Vse ob svojem času, Val. Vse ob svojem času. Da. Pribelite, Staneta, hitro. Poganjaj pedala. Dobro, zdaj se vrni. Fino, odlično, Stane, ja. Za pristanek nagni krilo naprej. Nagni krilo. Dobro. Zdaj zaviraj. Odlično, naravni talent. Še vedno imam rajši plavanje. Mogoče res, tudi tale lepotec te bo odpeljal domov. Ja, zahvaljujoč Lenču. Komaj čakam, da bo videl izraz na njegovem obrazu, ko bo ugotovil, da te je rešil prav on. Torej, naj te vodijo zvezde. Spomni se vsega, kar sem ti povedal, da boš vedno prepričan, da letiš proti severu. Zapomni si.
Vodile me bodo v deželo, kjer nihče še nikoli ni videl krilatega medveda. Pripovedoval bom malčkom o gozdu na jugu, kjer medvedki letijo in se čudeži dogajajo. Hvala, Platon, hvala vsem. Adijo! Leti previdno, slišiš? Pogrešali te bomo! Nasvidenje, Stane, zares te bomo pogrešali. Nasvidenje. Nasvidenje! Nasvidenje, srečno pot. Da bi srečno prispel domov. Nasvidenje. Nenavaden medved, kaj? No, tudi naše nočno delo še ni opravljeno. Hočem, da do jutra podrete vsa tista grozna znamenja. No, na delo. Prav, gremo! Le kaj zadržuje človeka zver? Spraviti se moramo stran od tod. Človek zver je v gozdu in prihaja v to smer. To smer? Zakaj? Kaj niso videli znakov? Kakšnih znakov? Nekdo je vse potrgal. Ne, medvedi. Spet jim je uspelo. Ja, šef, ti ja ne smeš jokati. Ti si lenč, gornji zlobec, hudobec, se spomniš. Ti imaš kamnito srce, no? Vem, da ti to neprestano govorim samo. Zato mogoče se globoko nočem v sebi, sem občutljivo, ljubeče bitje, kot medvedi. Kaj praviš, če bi jo pobrisala? Sem mislil, da ne boš tega nikoli vprašal. Nekoč bom pa jaz zmagal, boste že videli. Ha ha ha!